Dobro jutro. Evo, moj tretji dan na potovanju. Tukaj sem bil v enem hotelu, super. Mislim, saj sem še. Zajtrk je bil odličen, razen internet pa čist mem. In zjutraj so mi avto čist zaparkirali, kar me sicer nič ne moti. Ampak po mojem so mi ga zaparkirali čist za vsak slučaj, zaradi varnosti, da mi ga slučajno ne bi kdo ukradel. Čeprav nimam tukaj nekih strahu, da bi mi kaj ukradli. Mislim, da je to manj možnosti kot po Ljubljani. Tako da zdaj grem v center, da zmenam denar, kupim SIM kartico, pogrem pa naprej. Moram povedati, da sem majčkeno spremenil plane. Ne bom šel ob Črnem morju do Gruzije, ker je 7 dni napovedan dež. In zdaj, če pa dež, pa res nimaš kaj delati. Tako da potem sem razmišljal, če bi šel do kontrakroku, ker sem si ga zamislil. Se pravi, da bi šel najprej po jugu Turčije, ampak to sem tudi opustil, ker meni je glaven cilj, mislim, končni cilj mi je Gruzija. In tam, kjer je največ tega interesantnih stvari za videti, se pravi, to je v južni Turčiji, hočem imeti za na konc, ker ne vem, kako bo s časom. In če mu še dosti časa, bom več stvari pogledal, če bomo manj, bom manj. Tako da, evo, lejte, tle malo ulico, da vam pokažem. Tale hiša zanimiva, razpada. Ampak sem si rekel, no, a je še ena slaba novica je bila zjutraj. Grem na Booking, iščem prenočitev v enem kraju in tega kraja ne najde. Pa vidim gor neki napis, da v Turčiji ne moramo rezervirati, namestitev. Zgleda ima Booking neki spor s Turčijo. Evo, gledajte, to je center. Tamle ena ful huda mošeja, 4 minareti. Tle je pa center. Tle sem bil včeraj vrhunsko. No, na Bookingu, če si v Turčiji, se ne da rezervirati. Včeraj v Bolgariji sem lahko rezerviral za Turčijo, v Turčiji pa ne gre. Pa najbolj sem na Booking navajen. Zdaj obstaja še tisti hotels.com, pa Agoda, pa to. Sem tisti že probal, tisti bi šlo, sam Booking ne gre. Ampak jaz bi naraj na Bookingu, ker sem Bookinga navajen. Tako da to je bila tudi slaba novica. No, sem si rekel, ne bom se jaz pustil, ne bom si to pustil, da bi mi vreme, pa tudi, da Booking ne dela, pokvarilo tole potovanje, ki je več ali ne, se vse kaže, da bo neverjetno. Do zdaj lahko rečem, da je top, pa do niti približno ta glavnih stvari še nisem prišel. Evo, lejte, tako izgledajo ulice enega turškega mesta. Tole je center, tamle sem včeraj jedel, tamle malo naprej, ful dober. 15 minut sem iskal menjalnico, pa nisem najdel, pa pridem v ulico, ki je pa cel kup menjalnic, vejte. Tamle ena, tisti sem zmenil, tole druga, tamle naprej tretja. Zdaj moram pa še rešiti eno pomembno zadevo, to je internet. Grem v Vodafone, tle menda dobiš 20 giga za slabih 5 evrov, pa lepo fino urejeno je, tako da upam, da mi bojo lepo fino rešili. Vozim se po turški avtocesti
proti Aziji, zaenkrat sem še v Evropi. Avtocesta super, lejte, široka, nobenega prometa, ampak jaz imam pa en problemček. Namreč brez vinjete se vozim. Tle nimajo vinjet, ampak neko elektronsko cestninjenje in jaz tega nisem vedel, ko sem prišel na avtocesto, tam, ko so to preverjali s kameram, jaz pač tega nisem imel. Tam so meni ljudje povedali, da bom kupil na naslednji črpalki čez 25 km. Jaz sem zdaj na te črpalki bil, tega nimajo, tako da se vozim na črno. Je pa malo neprijetno, tako da raj bi tu plačal, pa da imam mir. Tako da upam, da bo na naslednji črpalki, čeprav mi je gospa rekla, da je to bolj sam na poštah. Tako da sploh ne vem, kva bom naredil. No. Ampak, glej, tudi neka kazen ne more biti velika. Ne smem si zdaj tu pustiti, da me tu nervira. Bo že, kakor bo. Tudi, če bo šlo kaj narobe, vse pa ne more iti prav. Tako da gremo dalje. Do zdaj sem naredil majčkeno manj kot 1500 km. Evo, moram kaj posneti tudi takrat, kadar je vse skup malo slabš, ne samo takrat, ki je ful lepo. No, v glavnem, jaz sem na avtocesti nekaj zgrešil. Sem nekaj zgrešil in sem šel dol iz avtoceste in vidim spet ono za cestnino, spet vse kamere in tako naprej. Pol pa pokličem, bom rekel, sovaščanko, Klaro, ki živi v Istanbulu, pa je malo poprašam potem. No in so se zmenila, da grem jaz tukaj pri tem mestu, ko sem šel dol, da grem kupiti to cestnino. Na PTT-ju imajo to, na pošti. PTT se je včasih imenovala naša firma, pošta, Telekom, Telegraf, ne vem točno kako, no. V glavnem, no, in je rekla, probaj, čeprav najbrž vse zaprto, in sem najdel na Google Mapsu eno to pošto, vtipkal, prišel do tle nekje bliz, malo ljudi sprašval, noben ni nič vedel, ena dva sta rekla, da je zaprto in sem rekel, nič tole ne bo dober. No, potem sem pa jaz naredil spremembo plana. Sem pa rekel, zakaj pa ne bi jaz šel kar v Istanbul za 2 dni zdaj, ker to sem mu namen nazaj grede iti. No, je pa problem, jaz sem to Klaro hotel srečati, ampak glih, ne moreš verjeti, glih, ko bom jaz nazaj šel, bo ona pa v Sloveniji. No, sem pa tudi malo gruntal, sem rekel, si sem budala, zakaj ne grem jaz obiskat, koliko dobrih informacij v Turčiji v nej dobim, je pametno, da se jaz pri nej oglasim, preden grem naprej. No, tako da sem jo zdajle me je, preden sem začel, glih sem hotel začeti snemati, pa telefon zazvoni, me je klicala, ker sem jo mogoče vprašati, če ima ona sploh čas z menoj videti in tako naprej. No, se poglasim in to stva se zmenila, tako da no, zdaj sem sicer happy full, sprememba načrta, ampak zgleda, da se je spet izkazalo, da je vse za nekaj dober, tole definitivno je, ne vem, zakaj nisem prej drugače razmišljal. Tako da zdaj grem pa do Istanbula, te cestnine seveda nimam rešene in sem dal v navigacijo njen naslov, oziroma ga bom še dal, ker mi ga bo poslala, in sem dal v Google brez cestnin, tako da me pele brez cestnin, da nam jaz kakšne te njihove zakone kršil. Tako da naslednjič, ko se javim iz Istanbula. Prispel v Istanbul, lejte, to so same stolpence, hiša pri hiši, ceste polne čist, tale v drugo smer veliko bolj, pa najbrž, da bo to sam še naslabšlo. Evo, takole je pa v Istanbulu se voziti. Ne vem, koliko se na kameri vidi, ampak jaz vidim gor kilometer ali pa še več. Čist avto per avto. Moraš kar živce imeti.
pa tudi malo izkušenj. Če vam povem, kako sem se zdaj namatral, mi ne boste verjeli. Sem v Istanbulu. Tole voziti se po Istanbulu, to ne moreš verjeti. To je groza. V enem križišču sem dvakrat na istem mestu šel narobe. Dobro, da nisem šel še tretjič. No, drugače sem pa prispel, tle, ker imam hotel, ful sem gledal, da nekje tako najdem, da je parkirplac zraven, da mi ne bi še kakšen avto vzel. No, drugače sem tu čisto v strogem centru in tale hotelček imam, se bomo noter sprehodili, te videli, kako je fino. Evo, tole je moja sobca. Glejte, prav super. Meni je všeč. Fino je še tlele čez oken. Vidim, če je avto. Ja, pa glih ne vidim. Aha, WC, pa to niti še nisem šel pogledat. Glejte, ful sem zadovoljen. V centru je. Ne rabim sicer kuhne. Prostor je, če ni prostora, mi gre na živce, na teli zakonski posli bom spal. Tako da sem pa zdaj čist crken. Potuš, pol pa mačkem za računalnik, pa spat. Neč, lep pozdrav iz Istanbula, zaenkrat še v Evropi, v ponedeljek pa že v Aziji.